v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke z veliko zaskrbljenostjo spremljamo zadnje dogodke v zvezi z informacijami, ki se pojavljajo v medijih, da naj bi peti koridor obšel Slovenijo. Jaz sem pripravil zemljevid, ki je pravzaprav kopija iz uradnega lista, iz resolucije o nacionalnem programu razvoja železniške infrastrukture, ki je bil v Državnem zboru sprejet že davnega leta 1996. In takrat je Državni zbor prvič ugotovil in prepoznal, kaj se bo zgodilo, če slovenski železniški križ ne bo realiziran. Da nam preti nevarnost, da nas koridorji obvozijo po tej severni strani, torej to je ta koridor, ki je zdaj zelo nevaren, Milano, Benetke, potem seveda Trst in naprej proti Beljaku in pa ta del od še prej Trbiš, Beljak proti Gradcu. In ta del povezave med Gradcem in Beljakom so mu celo Avstrijci nadeli ime Pontebana. Tukaj se gradi železniški predor in ko bo ta manjkajoči del končan, bo pravzaprav na tem delu izgrajena sodobna železniška povezava. Torej, če to gledamo z perspektive iz leta 1996, ko je bilo v tem istem nacionalnem programu ugotovljeno oziroma naloženo, da bo pa drugi tir Divača-Koper zgrajen leta 2000, potem nas taka skica ne bi skrbela. Danes je pa žal, po tolikem času, to še vedno zelo, zelo aktualno. Ker se precej pojavljajo tudi vprašanja, kaj pa je bilo storjeno v prejšnjem mandatu. Tudi nas je ta informacija, smo se zavedali teh morda tudi političnih pritiskov oziroma te nevarnosti, da bi koridor zaradi našega zaostajanja lahko obšel Slovenijo. Vendar smo ob seveda podpori tudi Evropske komisije in pa ob tem, da je v prejšnjem mandatu bila sprejeta resolucija o nacionalnih razvojnih projektih, ki je definirala slovenski železniški križ, umestila v prostor, se pravi dala tisto prvo pravo podlago, tudi realno podlago, da se bo na tem področju začel nekaj premikati. In kot lahko zdaj ugotovimo, sedanja koalicija, sedanja vlada pravzaprav niti v besedici ni spremenila teh prioritet, oziroma je to zdaj za njih že kar referenca, se na njih sklicuje. No in da ne bi projekt, ki je bil uvrščen v listo 30 prednostnih projektov, se pravi ta prednostni projekt številka 6, ki je financiran s strani Evropske komisije, ki pa poteka preko Slovenije, od Liona, pa potem Torina, Milana in potem Trst, Divača, Koper in naprej proti Budimpešti. Ta je takrat v času v našem mandatu definiral dva čezmejna projekta, dve ozki grli. Eno je bil predor med Francijo in Italijo, ta se je uspešno rešil. V času našem mandatu pa smo seveda rešili tudi skupaj ob sodelovanju z Republiko Italijo in pa našimi strokovnjaki in ob sodelovanju Evropske komisije pač povezavo, ki je najbolj ustrezna in edina tudi možna in povezuje Trst, Koper in pa Divačo in potem zaledje, brez da bi bili ogroženi nacionalni interesi. Namreč izhodišče je bilo, da se ta drugi tir, da se ta povezava med Koprom in Divačo, ki je bila mimogrede že sprojektirana in imela veljavno uredbo, da ta ostane popolnoma nedotaknjena, tako kot je bilo to že sprejeto, to je bilo slovensko izhodišče. Naš pogoj pa je bil tudi, da vsaka povezava, ki pride iz Italije, se lahko na naš koridor
samo, kako se rekel, priključiti. In tako je nastala ta različica, ki je sedaj potem bila tudi potrjena in podpisana z dogovorom na medvladni mešani slovensko-italijanski komisiji. Kot veste, sem ministra za promet na zadnji seji jasno vprašal, kaj to pomeni, ali to drži. V odgovoru na moje ustno poslansko vprašanje je odgovoril, da to ima tudi on informacije, da so ga informirali na Brdu 8. novembra, da kaj več ne ve in da bo storil vse, da ne bi prišlo do spremembe teh prioritet. Vendar pa se bojim, ker je medtem vlada, kot razumem, sicer uradno nimam nobenega dokumenta, spremenila potek, tako da je zdaj drugi tir samo enotirna povezava, se pravi od Kopra do Divača en tir, v sporazumu z Italijo pa je določeno, da bomo gradili dvotirne povezave, se zdaj postavlja vprašanje, kdo je pravzaprav dal povod za to, da so Italijani začeli s ponovnimi pritiski, da se ta projekt, ki je bil dobro definiran in je dobro umestil Slovenijo v čezmejni projekt, da se zdaj ponovno odpirajo vprašanja. Če smo to storili mi za neko nespametno potezo, da smo rekli, mi pa bomo gradili samo en tir od Kopra do Divače in s tem posegli v tisto, kar je bilo dogovorjeno, smo seveda odstopili prostor Italiji, da sedaj dela spremembo sporazuma. Kaj pa je glavni cilj Italijanov ves čas bil? Ves čas je bil cilj samo ta, da se Koper in Trst povežeta med seboj z enim tirom. Tisto, kar sem pa pokazal na samem začetku, če se to zgodi, da se Koper poveže s Trstom, potem ta tovor lahko z lahkoto odpelje po tej povezavi naprej. Torej, ta del potem seveda Slovenija lahko odpiše. Če pa enkrat odpišemo 5. koridor, pa se potem bojim, da na slovenskih železnicah ne bomo imeli težav z začasnimi napotitvami na delo, ampak bomo lahko 10 000 zaposlenih odpustili za stalno. In jaz predlagam premierju Pahorju, da bolj kot z železnicami, da se zdaj posveti temu problemu, da svojega ministra za promet, pa tudi on sam, da takoj posreduje v Bruslu, da takoj koridor zaščiti, kajti drugače slovenske železnice in pa slovenski železniški sistem ne bosta imela nobene perspektive. Da bi to še bolj zaščitili, smo, kot veste, v naši poslanski skupini vložili zakon o gradnji prioritetnih železniških smeri v Republiki Sloveniji, zato da bi z zakonom zaščitili tudi koridor, kar bi bil dodaten argument Slovenije. Ta zakon bo seveda v obravnavi zdaj na tej seji Državnega zbora. Žal moram reči, da vlada pravi, da ta zakon ni primeren, ampak se bojim, da bi bilo dobro, da pa vsaj v Državnem zboru koalicija temu prisluhne, ker v nasprotnem primeru se bojim, da je naša edina geostrateška prednost zavedno izgubljena in je to veliko bolj kot nastavljanje kameram vsak mesec v poslopju slovenskih železnic ključno, pa morda ne rabi toliko kamer, ampak rabi aktivnosti in pa resno